Zdaj bi jaz moral reči, you go girl, ne? Ampak ni Nataše in sem zdaj čist zmeden in moram zdaj sam vse povedati, da je to Met in čaj, podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti in gostje v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Gostitelja načeloma sva Nataša Briški in Aljaž Pengov-Bitenc. Nataše danes ni, ker je na lepšem, na drugem koncu sveta. Komentarji in predlogi so pa kot vedno dobrodošli na info@metinalista.si, na družbenih omrežjih, na ključniku #metinčaj in na vseh ostalih kanalih, kjer se naju z Natašo dobi. Preden se zares lotimo te nenavadno plasirane epizode, datumsko vsaj Metinega čaja, še nekaj administrativnih stvari, dame in gospodje. Tisti, ki se še niste, tista dva, ki se še nista, se lahko naročite na zapisnik, na newsletter Metin liste, ki izhaja vsako prvo sredo v mesecu, da se ne bom preveč raztegnil. V njem dobite zabavnosti iz sveta Metin liste, novosti na naših podcastih, obvestila glede merchandisa in podobnih lepot, ki prihajajo iz naših logov. Naročite se pa tako, da pošljete kratek in jedrnat stavek. Rad bi se naročil oziroma rada bi se naročila na zapisnik na e-mail naslov info@metinalista.si. In ko smo že pri zapisniku, strici in tete iz ozadja, lahko pričakujete en mail povezan z merčem v kratkem. Članice in člani vlade narodne enotnosti pa morate ta mail že imeti in če ga še niste zaznali, prosim, če pogledate tudi v vaše spam folderje, ker so noter pomembna obvestila in tudi vprašanja. In če niste ne strica ali teta iz ozadja, ne članica ali član vlade narodne enotnosti, lahko seveda Metin listo podprete z majhnim zneskom, doneskom in pridoneskom k našemu nadaljnemu razvoju. Več o tem seveda na metinalista.si, poševnica investiraj. In zdaj končno, po vseh teh letih sem vendarle prišel na svoje. Nataše ni, da bi delila to radost, ampak res sem neskončno vesel, da lahko v Metinem čaju končno pozdravim v naključnem vrstnem redu Majo Čakarič in Klaro Škrinjar iz podcasta Strašno hudi. Maja in Klara, živijo. Lep dober dan, Aljaž. Aljaž. Živijo. Jaz sem zdaj svoje dosegel, zdaj lahko zapremo, prišli ste v podcast, jaz sem zdaj srečen. Ampak ne. V bistvu imaš toliko dolg tale uvod, da potem sogovornik kar dobi malo tih metuljčkov v trebuh in postane tako prijetno nervozen. Tako da... Jaz sem pa med tem premišljala, Aljaž, kako bi bilo, če bi pozicije obrnili, pa bi bila midve tiste, ki bi oddelale ta del in zdaj tebe prepustila v situacijo, ko moraš kaj lepega povedati o svojem podcastu. Ja, ne, Bog ne dej, to je... Zdaj, ne, o sebi govorite najteže in zdaj kle vidve pridete na vrsto. Vendarle je Metin čaj strukturiran tako, da je prvo vprašanje za vsakega gosta enako. Zato preden se mi res poglobimo v to, kaj je podcast Strašno hudi, kako je do njega prišlo in kje ste se vidve našli. Najprej seveda prvo vprašanje. Vprašanje o vajini medijski poti, ne, z besedami pokojnega Jerneja Šugmana v vlogi Vesa. Kdo sta, kam sta? Pa začnemo s Klaro. Torej, medijska pot. Mogoče ne bi začela čisto na začetku, ker to sega še v čas moje osnovne šole. Takrat sem začela namreč delati na lokalnem, regionalnem radiju. Sem se pa potem, pozneje v študentskih letih, začela kaliti kot novinarka v časopisih in pristala in za dolgo tudi obstala na delu. In delo je bil tudi tisti kraj usode, ki me je združila z Majo, s katero nadaljujem svojo medijsko pot tudi potem, ko sem že odšla z dela. Torej po več kot 15 letih dela na delu, kjer sem bila predvsem največ časa v aktualno-politični in notranjepolitični redakciji, sem odšla tudi skupaj z Majo Ostro, Center za preiskovalno novinarstvo,
Zdaj pa je tako, da že več kot 1 leto v bistvu so mediji moj hobi, moj prosti čas, in profesionalno pač, ne živim v medijih, ampak, sem v tisti kategoriji, ki jo na začetku izpostavljaš, torej posameznik, ki z mediji zelo aktivno živi, tako bom rekla. Recimo, da po tem, kar je Klara povedala, ugotavljam, da bi lahko dobršen del njenega odgovora copy-pastala. Ampak ker so nas na ostro učili in tudi sicer vemo, da copy-pastanje v medijskem svetu in novinarstvu ni najbolj zaželeno, bom vsem probala pač majčkeno osvetliti to svojo situacijo povezano z mediji, ki se je na nek način prav tako začela v osnovni šoli, ko sem 2 uri preživela na novinarskem krožku. In mislim, da takrat v 2. razredu osnovne šole smo morali prav tako povedati, ne vem točno pri kateri uri, vsekakor pa pri super učiteljici, zdaj že pokojni, Cvetki, kaj bomo počeli, kaj bomo po poklicu. In jaz mislim, da sem bila nekako 10. na vrsti, oziroma se veš, kako je, ko se sprehajaš po vrsti, pa najprej ena, pa 2., pa 3., pa 4., pa pol prideš ti na vrsto in sem bila v strašni paniki. In sošolka pred mano je povedala, da ona bi bila pa rada športna novinarka in med vsemi tistimi odgovori se mi je zdelo, da ta je perfekten. Ampak sem potem pač samo izvzela športna in pustila novinarka, ker se mi je takrat nekako v glavi prikazala pač ta fantastična podoba novinarskega dela, ki sem ga nekako spremljala kot majhna bralka časopisa Delo, ki je kukala svoji prababici iza rame in preverjala, kaj se dogaja v kroniških zapisih, kaj se je zgodilo prejšnji dan in podobno. Treba je vedeti, da smo bili takrat sredi 80. let. V glavnem, mediji so bili potem nekako nastane potem neka luknja tudi v mojem življenjepisu glede medijev, mislim seveda, da sem jih brala. Ampak na informativnem dnevu na fakulteti, diplomirala sem iz primerjalne književnosti, na informativnem dnevu nam je pa profesor povedal, da ja, seveda se lahko študirate primerjalno književnost, ampak kot veste, v tem poklicu ni denarja, težko boste dobili delo, in že takrat me je zagrabila pač ta neka panika, stiska, kaj bomo pa potem. Dokler se ni potem leta 1998 ponudila taka dosti jušna priložnost, se pravkar matura je bila končana, vsa svoboda je bila pred nami in mama od kolegice, od zelo dobre prijateljice, je poizvedovala naokrog, če rabijo kje kakšnega, je poizvedovala, če bi kdo vskočil kot tajnica na gospodarski redakciji Dela. Nočem reči, da sem bila preračunljiva, kakorkoli, ampak takrat sem vsekakor vstopila v medijsko hišo in iz nje nisem izstopila. Tako da vmes, mislim, da sem bila na Delu ne kot tajnica, potem kot novinarka, pa urednica spletnega portala do leta 2017. Večinoma sem delala intervjuje za ljubljansko stran, kot rečeno tudi urednica spletnega portala in potem, in tudi takrat, to so bile te luštne konstelacije, ko se zvezde in planeti in kar vesoljskih stvari sestavijo v neko tako srečno povezavo. Klara je bila soseda za naslednjo mizo in nekako se je zdelo, da bi pa mogoče mi počeli še kaj drugega, kar ni nujno povezano s samo tiskanjem besed, in sem stopila v tudi zvočne vode, se pravi, po eni strani imaš, lahko upam si reči, tekoči trak dnevnega novinarstva, hkrati imaš pa v bistvu pač možnost se izražati tudi na nek drug način, v katerega se želeli potopiti. Tako da od tam naprej je pa vse ostalo res copy-paste. Skočila sem še na Center za preiskovalno novinarstvo Oštro in lani so ustanovili zavod Strašno hudi, tako da ko smo spakirali Strašno hude z Dela, smo jih odnesli na Oštro in da delamo naprej skupaj še dalje. Zelo na kratko. Mislim, ne, super je. Predvsem je pač dosti bolj pestro, kot bi človek na prvi pogled mislil, ko pač pogleda
podcast Strašno hudi, ki je, morda me boste popravili v teku našega pogovora, ampak rahlo tičen pridih ima. Ampak najprej moram dve stvari povedati. Kar se planetov tiče, to ima Nataša čez nametine listi, tako da tukaj ne morem komentirati. Je pa seveda verjetno prav, se spodobi in pravično, da damo tudi full disclosure, da v času, ko si bila urednica spletne redakcije Dela, si bila tudi neke vrste moja šefica ali pa pomočnica mojega šefa Andreja Miholiča, ker sem jaz takrat pač nekaj klamfov in vi ste pa to kar nekaj objavljali. Ne? To mi še danes. Kretničarka, Aljaž, ki je bilo veselje upravljati to delo, se veš, ko imaš dobre tekste pred sabo, z veseljem jih predaš naprej v javnost, ne? Čist preveč prijazni. Ampak, če se izognem temu low hanging fruit, z lepo slovenščino, iskanje dela na delu in potem vajna skupna delovna pot, ne, se pravi, popravite me, če se motim, ampak okoli leta 2015 je šla vam prva epizoda Strašno hudi. 2 leti poznaje. 2 leti poznaje. Ali kasneje, 2017. Ja. Kaj vaju je kot časopisni novinarki, sej, okay, smo vsi digitalni pa tako dalje, ampak vendarle je pisana beseda bila vajin primarni medij. Zame kot za Radica so podcasti zelo tako pač nekaj podobnega temu, s čimer sem se sicer bavil. Ne? Ampak kaj pa vaju prepričalo, da zamenjata dobesedno nosilec informacij? Dodava. Rečemo, da dodava. Se bom izbožila beseda, pa mogoče lahko odgovor nekako predstavim v 3 točkah dnevnega reda. In mogoče se bo kakšno poklopila tudi s Klarinim odgovorom. Skratka, prvi odgovor je ta, da ne vem, kako ne rečem, ampak mislim, da sem bila obsedena s podcasti. In enormno sem jih poslušala, mislim, odkar in to je točka 2, me je kolega Lenart iz Sobotne priloge še takrat seznanil s podcastom Serial. Mislim, da sem postala pač odvisna od tega in potem se veš, ko enkrat stopiš na rob zajčje luknje, potem lahko se samo še potopiš v njo in padaš in v tem smislu mislim, da še nisem dosegla dna. Druga točka, povezana z Lenartom, je ta, da on je to neko hecno navado in jo še vedno ima, da mečkam pač zasluti tvoj entuziazem in potem te pač začne gnesti in spraševati, kdaj boš pa ti se česa takega lotila, in potem so to pač monologi, ki jih imaš sam s sabo, jih odpeljaš, mal si ne upaš, mal te mikat. Ampak je bilo to pač najlažje nekako presekati s 3. točko dnevnega reda in ta je povezana s Klaro, ker se mi zdi, da so se nekako najini interesi lepo sešli. Se veš, beseda da besedo in hitro so ugotovili, da mi da bi pa rade nekaj počele. Tako da in potem so začele nekaj početi. Ja, spet seveda lahko tudi jaz precejšen del tega copy-pastem. Mogoče ne bom niti tako po točkah šla, ampak samo dodala. Torej, ja, z Majo sva si ne kazali hrbtov, ampak sedeli zelo, zelo blizu, kar pomeni, da sva občasno šli tudi na kavo in na tej kavi marsikaj debatirali, ne nujno povezanega s tekočimi opravili, ki sva jih imeli, in to so bili tudi podcasti. In prav ta serija, The Serial, ki jo je Maja omenila, je bila po moje tudi zame prelomna v tem smislu, da so slušalke res v tistem obdobju bile non-stop v mojih ušesih. Ne. In Lenart recimo je meni ne The Serial priporočil pa serijo The Heart. Ne. Tako da očitno je imel pri obeh neke te motive, ne vem zdaj, kaj se je skrivalo za njimi, so priporočili. In tako sva pač tega interesa, ki je bil pri obeh očitno zelo močan,
poskušali ustvariti nekaj svojega. Jaz bom rekla gole mogoče radovednosti, pa res tiste neke želje po ustvarjanju in potem, da narediš en korak naprej od tega, kar prej ali slej se ti zgodi, da pač pri svojem delu postane en del rutina. In kako stopiti iz tega ven, kako iskati še nove ljudi, kako se pogovarjati o novih temah ali pa o istih temah na drugačen način, z drugimi vprašanji, z vprašanji, ki jih nekje drugje ne moreš postaviti. Mi zdi, da to naj je gnalo k temu, da sva pač poskusili prvim podcastom. Jaz tega zelo dobro spomnim. Najin gost je bil Izar Lunaček in ne vem, to je bilo pač podcast traja dobre pol urte. Ampak to je bil celodnevni teren. To je bilo noro, koliko časa sva si vzeli za to, za samo izvedbo, pa še prej za pripravo. In da ne govorim potem o produkciji, ne? Mislim, to je bilo skoraj kot da bi delali dokumentarec. Moramo pa pač priznati in povedati, jaz si to štejem mogoče kar za plus točko, da sva bili popolni samoukini, ne? Tako da ni bilo nikogar, ki bi naj zares vodil skozi to, ki bi nama povedal, kaj najprej narediti, napisati scenarij, narediti transkript. Pač učili sva se s tem, ko sva delali podcaste, ne. Tako da od tistega prvega do zdaj je velika razlika. Predvsem v načinu dela, mogoče ne toliko v vsebinskem rezultatu, vsekakor pa upam, da v zvočnem rezultatu. Pač res so bili tako zanimivi ti začetki in vse ideje, ki sva jih takrat imeli in kako sva se vsega tega. Tako da Andrej, ki je bil takrat tudi najšef, je enkrat tako pripomnil, da pač koliko časa midve porabiva za to, ne. In sva seveda takoj zaropotali, ker pač takrat se je smelo še ropotati, če tako rečem, ne, po medijih in tudi na glas povedati take stvari. Ampak imel je pa tudi Andrej ogromno posluha za to, da sva ta podcast speljali in speljali skoraj do konca. Mislim, ogromno, Oprosti, res je bilo ogromno spodbud in se veš, pač ni ti vedno lagodno biti na drugi strani, ne, oziroma pač stopiti v bistvu v neko cono, ki ni nujno na prvi pogled lagodna. Ampak obkroženi s takimi kolegi in tudi mogoče kakšnim kozarcem piva, dobiš v bistvu neko pravo motivacijo in pravzaprav pač tudi pogum. In te potem nasloniš lahko pravzaprav na neke veščine, znanje, ki jih pa vendarle imaš in si jih prinesel oziroma smo jih prinesli iz samega novinarskega dela, no. Tako da veliko je bilo novega, ampak tisto, kar je bilo pa novo, so pa nekako naslonili na staro nekaj, v čemer sva se kalili pravzaprav takrat že kakšno desetletje oziroma več kot 10 let, no. Oprosti, Aljaž, povej. Ta temelj je vsekakor ostal oziroma še vedno ga poskušava graditi na tem res, na tem, v kar verjameva, da je neko dobro poglobljeno novinarstvo. Da se res poglobiš v ene stvari in da ni samo vse en tak mimobežen hiter vlak, ki pelje mimo. No, to sem hotel pol nadaljevati o tem vajnem notranjem monologu, ne, ki je potekal, ker če pač prvo razumem, to vendarle ni bilo, ne, Lenart rekel, ko fajn, dajmo probat, ne, ker pač že takrat v medijih ni bilo časa na pretek, ne, za tisto dnevno delo, ne, oziroma skozi je bilo treba nekaj narediti, ker če nič drugega, potem lastnik nikoli ni bil zadovoljen, ker je pač bil prepričan, da se da z manj narediti še več. Tako da meni je že ta fenomen, ne, da sta našli v vajinih življenjih čas in prostor za nekaj tako hudega, kot je podcast Strašno hudi, mi je briljantno, ne. Ampak ta notranji monolog me zanima, kdaj je bila tista točka, kaj je bilo tisto, ko je eden ali več notranjih glasov reklo, pejmo v to, ne. In zdaj podredno, kako to, pa mogoče to zdaj mogoče biti premislek, izziv, ne, tako rekoč komentar. Ko
programerji delajo, ali pa ko grejo finančniki, zaključijo šiht, grejo oni, ne vem, jadrat, letet, igrati igrice, ne vem, neki. Laufat, športat. Ampak ko pa ljudje, ki delamo v mediji, zaključimo šiht, gremo pa še medije delati sam nekje druge. Kaj je to? Ja, ne vem. A se moramo kaj vprašati? Ja, ne vem. Pomagajte. Ali še retorično vprašanje postavljaš? V redu, razumem. Ja. Pač, mogoče bom jaz malo kičasto odgovorila, ampak to je tako, ko pač rad delaš tisto, kar delaš. Ne? In potem je pač delo in je delo še malo hobi. Predvsem pa to, da delaš z ljudmi, s katerimi je fajn delati. No? Meni je to ključno, no? Da je ekipa in da potem se lahko zaneseš en na drugega, pa da skupaj ustvarjaš stvari. Tako da ziher, če bi pač Maja bila nekdo, ki ga ne bi prinesla vsak dan, to ne bi funkcioniralo. Ne? Tako da je to tudi en ključen moment. Ne? In tudi Maja prej omenila ob kakšnem pivu, ne? Recimo ime Strašno hudi se je rodilo na ta način, da sva šli z 2 kolegoma na pivo in da smo brainstormali in potem pač po službi, ne, še ne vem, nekaj ur preživeli, tako da smo iskali, kaj pa bi bilo res to pravo ime za podcast. Tako da, ja, služba, družba. Kdaj si ti vedela, da je to? A to jaz, Klara? Kjerkoli? Mislim, zdaj smo pri vprašanju o motivacijah in tako dalje. Kaj a veš, kako je s temi tehnicami, ne? Mislim, po mojem, da pravzaprav ne veš, kdaj si na tej točki, ko se prevesiš, veš pa, kdaj si že na drugi strani. Ampak recimo, če lahko mečkam bolj natančno določimo, jaz mislim, da takrat, ko se je zgodilo to pivo, mislim, da so obe vedeli, da ni več poti nazaj. Zdaj je pa ta hiša ali pa ta podcast, bi rekla, da se je gradil kot nekakšna hiša iz drobnih opek. Ne? In takrat, ko smo poskusno predstavili to prvo epizodo z Izarjem Lunačkom, takrat je bila nekako ta hiša, ali pa vsaj s to prvo sobo je bila zgrajena. Ne? In se pravi, potem, ne, to so pač ti temelji, ki se jih postaviš. Ne? Meni se zdi bolj zanimivo to vprašanje, zakaj potem naprej vztrajati. Se pravi, ta podcast, mislim, da delava, soustvarjava 8 leto, če pravilno, a prav seštevam, Klara? Ja, pravzaprav 9 leto, pardon. In entuzijazem ostaja, oziroma se mogoče še celo bolj povečuje iz sezone v sezono. In ne vem, o tem so pravzaprav dosti premišljevali, ampak mislim, da je odgovor zelo povezan s tem, kar je pravzaprav tudi že Klara povedala, ne? In to so tvoji sogovorniki. Ne? Po eni strani, kot si sam povedal, ne, vedno smo imeli pač opraviti z novinarskim delom. Pisali smo članke, ustvarjali smo, mislim, delali smo na Oštru, se ukvarjali s preiskovalnim podatkovnim novinarstvom. Vsi skupaj živimo v tem nekem hecno, zmotanem, smotanem, kakorkoli pač rečeš, svetu. In soustvarjanje teh podcastov je bilo vedno, vzpostavlja se je ravnotežje. Se pravi, pač takrat, ko si imel pač občutek, da ne gre vse tako, kot mora iti, je bilo ustvarjanje nekakšen obliž, neke vrste zdravilo, in ki si ga nalepil svojemu življenju, hkrati pa pravzaprav svetu, v katerem si živel. Ne? In vsakič, ko imava pogovor z nekim sogovornikom, sogovornico, vedno, ko končava, oziroma že med samim odgovorom, pač ugotoviš, wow, kakšno privilegirano pozicijo imava. Ne? Mislim, se jo imaš kot novinar, zaradi tega, ker so ti zaradi tega poklica vrata nekoliko bolj odprta. Ampak ta opogled, ki ga dobiš s tem, ko se pogovarjaš s sogovorniki, ne, je pa te pa bodri in, ne vem, mogoče rekla egoistično, pač najini življenji dela polnejši. In to, da imava možnost potem o teh sogovornikih pripovedovati tudi drugim, ne,
je neko pač posebno zadoščenje, ob katerem se ne sprašuješ, joj, zdaj sem pa ful utrujena, pa bi ful želela iti spat, pa že 5 dni nisem dobro spala. Ne porajajo se ti čisto zares ta vprašanja. No? Ja, to je res ful hepen, ker ko je najtežji možen dan in potem za piko na i si rečeš, joj, zdaj pa še snemanje, ne? In pač moraš biti pripravljen, ker pač ne igrava na to karto, da pač te bo že šlo nekako, ne? Ampak ja, ko je z tega snemanja konc, je pač, ful se čizi sliši, ampak ne vem, kot da bi vsak spil neke 3 poživljajoče napitke in potem pač se nov dan lahko začne brez kakršnih koli težav ali pa posledic tega, kar je za tabo. Tako da ja, to je res eno tako gonilo, nepredstavljivo ali pa ne vem, res težko opišem, kaj se je zgodilo v tistem trenutku, ampak točno to, kar je Maja rekla. Ta privilegij, da govoriš z nekom, ki ti ponudi neka znanja, mišljenja, videnje, vpoglede v to, kako živi, zakaj, kako dela, kako išče rešitve, kako je past, kako je ostati, je to res neka motivacija za to, da pač to počneva. Ja, in to je Stran. taka motivacija, ne, mislim, ker se včasih, bom rekla, tudi upravičeno sprašuješ, joj, v kakšnem kraju, v kakšni deželi, v kakšnem svetu živimo, ne, živiš recimo nekaj časa preživimo na družbenih omrežjih in s tem nenehno pač zakrivaš roko čez obraz, ne, o moj bog, kakšni ljudje so okrog nas. In potem srečaš, ne vem, ljudje, kot so na primer sogovorniki, ne, in si rečeš, ne vem, pač neko novo vero, neko novo upanje dobiš in si rečeš, ker sem ful ponosna, da živim v deželi s takšnimi ljudmi. Delno ste zdaj že odgovorili, ne, na eno od mojih vprašanj. Ta dihotomija, ne, zdaj med pač podcastom Strašno hudi in vajinim day jobom oziroma day jobi. Ker se mi zdi, to sem napisal v osnutek, ki se vam ga poslal, ampak se mi zdi to dober stav, da ga moram na glas povedati. Ne. Podcast Strašno hudi se mi zdi tako včasih eno od zadnjih pribežališč človeka in človeškosti, da ne rečem človečnosti. Pa zdaj mičkam bolj razumem, zakaj. Potem, ko ste mi vidve tole povedali. Ampak ta novinarski del, ne, zdaj pa v smislu day joba, no, z lepo slovenščino, je bil v bistvu, če si ga prav razlagam, vso to vajno novinarsko pot, tak hard-nosed journalism, se pravi Klara, notranja politična redakcija, Maja, ti smela na gospodarski, pa potem uredniške zadolžitve, na oštru data žurnalizem in se pravi preiskovalni žurnalizem. To so stvari, zaradi katerih se ljudje danes, ne, ali pa naj bi se odločili za novinarski poklic. Vidve sta, vama je bilo pa to nekako, ne vem, kaj zdaj to, usvojeno, ne? Planeti so se tako postavili. A ste se videli, ko sta šle na to pot, sta rekle, evo, ne vem, na neki točki investigative journalism, to je pa nekaj, kar bi pa jaz rada počela? Ja, definitivno je mene vedno zanimal ta pač hard news, ne, tako da nikoli se nisem videla v nekih lažjih vsebinah. Je pa res, da pač ima tudi svoje minuse ta del, ne. Tako, no, ko smo bili na delu, je bilo vse zelo v znamenju tega dnevnega pogona, kar je nek drive v določeno obdobje in v določeni karieri, po mojem, vsakega posameznika, ne, to, da nekam greš, da dobiš izjavo, da prideš, da hitro objaviš, da prvi mogoče objaviš. To je nekaj, kar te žene, kar ti daje neko motivacijo. Pa da to dela spet, tako kot sem že omenila, ne, neka ekipa ljudi, ki skupaj drži, ki si pomaga en drugemu, ne, tudi da si cel dan v službi, pač, ne vem, meni je bilo to super, pač, ne. Pač čim pozneje si prišel domov, tam boljši dan je bil, ne. Pač
pač koncept to, da si bil ob 3 ali pa 4 popoldne doma, ni obstajal, ne. Pač zgubljen si bil v vesolju tisti dan, če se je kaj takega zgodilo, ne. Ampak ja, no, iz teh dnevnih rutin pa to se tudi na delu začeli odpirati kotički, ki so omogočali mogoče ene malo bolj poglobljene zadeve, za katere si je treba vzeti več časa in imeti tudi zelo specialna znanja. In to se je dogajalo predvsem na ozadjih, kjer je bila Anuška Delić, kjer je bil Rok Kajzer. Tako da tam smo potem našli neke te poti, kako delati novinarstvo še malo drugače, ne, in se vključevali v njih in peljali tudi ene tako zelo zanimive projekte. Ko smo na delu zaključili zgodbo, pa se mi zdi, da je bila pač neka logična nadaljevanka tega, da sledimo temu poglobljenemu novinarstvu in ga mogoče nadgradimo še z data žurnalizmom, za katerega pa res potrebuješ ogromno časa in znanja in tako zelo fokusirane uredniške politike v to. In na Oštru je bilo to mogoče delati, ne, ker pač je bil ali pa je še vedno, ne, v to usmerjen medij. Ne vem točno, na kateri točki bi se lahko recimo navezala na Klaro, ampak razmišljam pravzaprav o tem. Ja, na delu so se nedvomno odprli neki prostori, ki niso bili seveda povezani z dnevnim novinarstvom, in privilegij, ki ga imaš recimo v neki medijski hiši, je ta, da lahko smo radovedna socialna bitja, ne? In radovednost pač nas žene, ne? Želiš si preveriti, kaj se skriva pod vsakim naslednjim kamnom, za vsakim naslednjim vogalom. In preiskovalno novinarstvo in podatkovno novinarstvo ti nekaj takšnega omogoča, ne? Jaz nisem imela izobrazbe s področja novinarstva, kot da sem se pravzaprav vsak dan na svojem delovnem mestu pa še nečesa učila. In mislim, bolj poglobljeno sem se s podatkovnim novinarstvom začela ukvarjati s prihodom na Oštro, kjer se mi je pa razprl cel nov svet, ne. Tako rada rečem, pa upam, da ne vem, pač to ne bo zvenelo kakorkoli omalovažujoče, ne, ampak razlika ali pa ustvarjanje za delo ali pa ustvarjanje za Oštro je bilo tako, kot da bi po eni strani hodil v srednjo šolo, po drugi strani pa delal doktorat. Ne, na Oštru je bilo vse drugače, kot da to pravzaprav pač sploh ni medij, kakršnega novinarji sicer poznajo, ne. Ne samo, da si se učil, moral si se učiti in imel si možnost izobraževanja. Nenadoma se ti je v bistvu odprl v svet, kjer si pravzaprav potem na neki točki lahko ugotovil, da ostajam v toku s časom, približno vem, kaj se dogaja v svetu novinarstva, ne samo v naši državi, ampak tudi izven nje. In veš, ko si potem nekako v stiku z ljudmi, z novinarji iz vsega sveta, ker ta vrata so se na Oštru odpirala na ta način, da si se recimo udeleževal konferenc, seminarjev, raznih izobraževanj in mislim v Sloveniji, še bolj pa v tujini, ne, da poviš, cel svet je pred tabo, dajmo ga zagrabiti, ne. Lahko pa pravzaprav pač takšno delo, mislim, mogoče na Oštru je po drugi strani, mislim, je velik medij, ampak ogromno možnosti je odprtih, hkrati je pa majhen medij in nima veliko pravzaprav zaposlenih novinarjev, kot zavod je majhen, ne. In pride pa v bistvu to mogoče, ne bom rekla nujno z nekim minusom, ampak vsekakor pa pravzaprav z neko težo, ne, zaradi tega, ker od tebe zahteva, da se poglabljaš v vsako temo, ne, se pravi, samo preiskovanje pač včasih lahko traja tudi kakšno leto, ne, se veš, pri dnevnem novinarstvu pač ti pišeš članek iz danes na danes, ne, tukaj ga raziskuješ dlje časa. In to je spet pač eden od teh posebnih privilegijev, kjer se lahko ogromno stvari naučiš in vedno si pravzaprav želiš priti do konca, ampak ta jama preiskovanja tudi nikdar pač ni čisto zares. Do njenega dna ne prideš pravzaprav vedno, no. Tako da, mislim, je izjemno zanimivo delo, noro nagrajujoče,
ne vem, če si pač na delo bil v službi cel dan, si bil pravzaprav na oštru včasih v službi 2 dneva, no, oziroma skozi. Da si v bistvu da zanimivo tangento odpeljala mentorstvo v slovenskih medijih. Prenos znanja, prenos izkušenj. Po vajni oceni, a to še obstaja, če obstaja, a je dovolj dobro in od koga ste se vidve največ naučili? Zdaj, ali obstaja ali ne, si jaz danes več ne bi upala nič reči za katerikoli drug medij razen Oštra, za katerega vem, da še do nedavnega pač je to funkcioniralo, oziroma kjer je vzpostavljena taka organizacijska struktura, da pač se z mladimi dela, se jih uči, se jim daje znanja in ko jih imajo te znanja, preidejo na drugo raven in začnejo samostojno delati. Kaj se dogaja ta trenutek v ostalih, oziroma vsaj predvsem večjih medijih, ne vem natančno. Vem pa, da pač tega ni čisto zares bilo in da so bili dostikrat mladi novinarji, vsaj v preteklosti, prepuščeni sami sebi in so pač sami poskušali ugotoviti, kaj je prav in kaj je narobe. Včasih je šlo to tudi do take mere, da pač so njihovi članki skoraj da samo z neko redakturo prišli do bralcev. Torej, zelo različne uredniške prakse so bile v preteklosti po medijih. Jaz sem se tudi uradnega mentorja nisem nikoli čisto zares imela. Sem se pa največ učila od starejših kolegov, s katerimi smo skupaj delali. In od starejših urednikov, ki so me vodili skozi proces, bilo je nekaj zelo, zelo dobrih. Takih, ki so pač potem, ko si v enem obdobju začel pisati komentarje, recimo, ki so neka nadgradnja člankov, si sedel zraven njih in si šel stavek za stavkom. Besedo za besedo, pomen za pomenom, tako da si res prišel do konca in si vedel točno zakaj in kako si to napisal, da so stvari stale na nekih podlagah, da ni bil zgolj neki pač tvoj dnevni navdih to in da je bilo pač sporočilo jasno. Ne zdaj, da bi pač hteli neko drugo sporočilo noter pripeljati, ki ni tvoje, ampak gre se za to, da si znal jasno izraziti svojo misel. In to je bilo v enem obdobju, vem pa, da pozneje tega več. Ja, mislim, kot mlad novinar, ali kot novinar, ki prideš v medijsko hišo, se počutiš včasih kot nebogljena srna, no? In seveda, da sploh prideš na to pozicijo, pomeni, da recimo v osnovi nek tekst, pač neke besede znaš dati skupaj do te oblike, da se potem prej pač objavi v mediju, za katerega delaš, ne? Želim si, ne vem, če to drži, ampak občutek imam, no, da prav nekega sistematičnega mentorskega dela praviloma ne bom rekla, da to velja za vse medije, v Sloveniji ni. Kar pa ne pomeni, da pač ne obstajajo neformalni mentorji. Mislim, da če kadarkoli pokažeš interes, če imaš kakršnokoli vprašanje, Klara je recimo preomenila starejše kolege. Starejši kolegi pa kolegice te zelo radi vzamejo pod perutko, če ta interes pokažeš. Ne? In ta zavezništva se ti zdijo v bistvu kot novinarjev, ki si na tej poti pravzaprav zelo pomembna, tega, ker si želiš tudi neke vrste zaslombo. Se veš, včasih tavaš majčkeno okrog in se ne znajdeš nujno najbolje. In ravno takrat podpora takšnih ljudi, ki grejo s tabo od besede do besede, ne, se pogovorijo o vsaki besedi, ti je noro dragocena. In take ljudi rabiš in take ljudi mislim, da vedno tudi imaš, če jih želiš najti. Ja, ker novinarsko delo, vsaj v tem klasičnem ali pa hard news pomenu, ne gre za delo ene osebe, ne. In tukaj so bile vsaj v mojem času zelo pomemben segment tudi recimo redaktura in lektura. In čeprav se to zdi mogoče nekaj zelo
tehničnega so bile prav osebe, ki so delale to, ne, se pravi, in redaktorstvo, in lekturo, včasih ključne za to, da ni šla kakšna neumnost v časopis, ne. In ne samo, da so pač postavljale vejice, pa malo pravo skladnjo naredile iz stavkov ven, ne, ampak da so te res opozorile, čak malo, to si pa spregledal, pa to je očitno tudi urednik spregledal, ne. Tako da ta oko lektorjev in redaktorjev je bilo včasih izjemno dragoceno in sem mu bila neštetokrat. Ja, in ta veriga se mi zdi, da je tudi noro pomembna, ne, mislim, ti si ne želiš oddati površno napisanega teksta, po možnosti, mislim, in tudi ne nekega besedila, ki bi bil poln napak, slovničnih, lektorskih, slogovnih, po drugi strani pa tudi napak, ki so povezani z nekimi samimi trditvami, dejstvi, ki jih v samih besedilih obravnavaš, ne, temu se želiš izogniti. In zaradi tega si želiš, oziroma besedilo potrebuje ogromno parov oči, ne, vse te oči morajo poloviti napake. Napake se ti zgodijo namerno, hkrati pa tudi pač nenamerno. Jaz mislim, da v večini primerov nenamerno. In ta veriga oseb, ki za tabo stoji, sedi oziroma prebira besedile, se pravi od samega urednika, redaktorja, lektorja, urednika, ki se potem, ne vem, dnevnega urednika, včasih tudi tehnični uredniki, ki samo postavljajo besedilo na časopisno stran, kaj opazijo, ne, in v zadnjem hipu preprečijo veliko blamažo. Tudi to se je zgodilo, včasih se tudi njim kaj takega izmuzne, ne. Takšne ljudi potrebuješ, besedilo potrebuje takšne ljudi, ne. Ne vem pa, če so današnji časi, mislim, če je sodoben čas, vsej tej verigi ljudi naklonjen. Zdi se mi, da ta veriga vsebuje čedalje manj členov. Se moram pa v bistvu pač tukaj spet sklicati na ostro, ker ostro je pa to verigo oziroma ta zelo strog uredniški proces pa spoštoval, ne. Tam pa, mislim, bi rekla, da na ostru nismo pazili samo na vsako besedo, ampak na vsako črko, ne, in jo prebrali nekajkrat. Tako da nobena črka ni bila objavljena, ne, jo kar nekajkrat preveril. Bodi si s fact-checkingom, no, bodi si pa pač z uredniškim delom. Zdaj naredim pivot in se vrnem k podcastu Strašno hudi. Rekli sta, da sta bili samouki podcasterki. Česa se je bilo težje naučiti? Produkcijskega dela, se pravi snemanja, postaviti mikrofon, da je rekord pritisnen in tako dalje, ali vsebinske priprave, ker ne, se mi zdi, da je vendarle tudi ta del drugačen od vajinega dotedanjega novinarskega dela. Da ne bo narobe razumljeno, me se še vedno učiva. No, sej se vendar vsi, ne, ampak ja. Ja. Ampak še vedno točno veva, kaj vse gre narobe vsakič znova in na kaj morava ekstra paziti, pa kje ga polompa in tako naprej. Ne vem, midve sva tako nekako po moje organsko si razdelile določene vloge in jih začele opravljati spontano. Tako da Maja je prevzela tale bolj vsebinski, scenaristični del, če tako rečem, ne. Jaz sem pa bolj ta tech guy. In potem vsaka piliva svoje področje, seveda pa vedno tako, da ena bdi nad drugo. Pa ne gre zdaj za to nek tak formaliziran proces, ampak na tak način pač delujeva. Da pač si krijeva hrbet, če tako rečem, ne. In vedno pač so 4 oči prisotne na vseh segmentih izdelka, no. Noben del ne gre čez, da bi ga samo ena spustila. Tako nama odgovarja delati in tako sva ugotovili, da mogoče tudi najboljš delava, da si na tak način tudi najlažje pomagava. Kako točno, ali Je bilo najtežje? Ker konkretno vprašal, a pol to skupaj montirata, ne vem, sta obe nad računalnikom? Ne. Aha, okej. Ne, saj glih to, ne, pač jaz sem prevzela ta del produkcijski, tako da jaz imam opravka z montažo. Je pa Maja tista, ki vedno pač je tesni poslušalec in pove, kaj vse se ji ne zdi okej. Točno javi, na kateri sekundi ne popravim stvari in potem popravljam. Ja,
In obratno, Maja pripravi scenarij, pa ga jaz preberem, pa povem, kaj se mi ne zdi ok, oziroma napišem komentarje, pripombe, potem pa pač enkrat upoštevava, enkrat ne, seveda je to stvar debate. Seveda si pa, ali lahko predstavljaš, da je bilo ogromno zadev, ne nujno težkih, ampak da je šlo marsikaj narobe. In recimo na začetku tudi bi rekla, da sploh niso znali pravilno govoriti v mikrofon, ker sem vedno imeli noro pokvečen zvok. Slišati je bilo tako, kot da bi bila, ne vem, dva robota, ki se oglašata pač iz tistega mikrofona in nek profesionalni producent, ki je spet poskušal montirati, za nama je bil praktično nemočen. No? Tako da ful pomemben napotek je nauči se govoriti v mikrofon pravilno. Ja, drugače pa vloge so bile res tako organsko razdeljene. Mislim, pri tem bi rekla, da je treba nekaj upoštevati, ne, se pravi, ko poslušaš produkcijo oziroma izdelke, ne vem, podcastov, kakšnih ameriških, britanskih nacionalnih hiš ali pa podcast skupin. Seveda pač slišiš glas in imaš občutek, da je lahko to delo enega samega človeka, ampak če poslušaš vsak podcast do konca, kjer potem navedajo tudi ostale sodelujoče, ugotoviš, da za vsakim podcastom stoji ena zelo, zelo velika ekipa. Ne? In kako dve osebi, oziroma včasih nam rečem dvoglavi zmaj, ki ne bruha ognja, kako si lahko pač dve osebi porazdelita delo. Ne? In očitno pač ta način, da pravzaprav vsaka najde nekaj, kar je njima najljubše delati, ne? Se pa vedno zgodi, da marsikaj pa pač seveda počneva obe skupaj in na pogovore se seveda pač odpraviva obe skupaj in jih tudi skupaj urediva, no, tako kot to vidva počneta. Praviloma z Natašo. To moramo vprašati. Koliko časa, zdaj razumem, da je to od gosta do gosta, situacije do situacije različno, ampak približno koliko časa traja, da od točke, ko se vidve, recimo, ko gost potrdi, ko ste se izbrali, rekla si, s to osebo bi mogoče naredila naslednjo epizodo, in ko je oseba pač potrdila, oziroma tako, zdaj moram korak nazaj stopati. Kaj je prej? A je najprej scenarij, pa potem prošnja, in kako to poteka, skratka, koliko časa ves ta proces od ideje, od nekega prvega kontakta do končne objave traja? Včasih bi bil odgovor 24 ur, se pravi 3 delovne dni, je tako klare, približno. Ja. Vsak proces je pa seveda pač sestavljen iz tega, da traja nekaj časa, da dobiš idejo, da si zamisliš, s kom si želiš govoriti, da opraviš preliminarni nek pregled, se poučiš o tem sogovorniku, da ga upokličeš, močno držiš pesti, da bo na pogovor pristal in si vsakič noro srečen, ko ti reče ja. Te jaji so še vedno meni popolnoma neverjetni. Ne moram verjeti, da se pač tako pogosto zgodijo. In potem se pa začne poglobljeno delo. No? Sestavljeno je nekako iz tega, da nadaljuješ s preiskovanjem, pregledovanjem, pripravo samega vprašalnika. To se potem izteče v sam pogovor s sogovornikom. In kako nadaljuje potem s prepisovanjem, kjer ima zdaj še pač tretjo roko, tretjo pomoč. In pisanjem scenarija, ki vzame pravzaprav kar nekaj časa, ker je to pač tisti del, v katerega si želiš vložiti največ neke ustvarjalnosti. Mislim, vsaj meni se zdi nekako najpomembnejši del, da ima ustrezno strukturo, da so dobro izbrani odgovori, ne, se pravi, pač najini podcasti so mogoče drugače kot kateri drugi, niso preprosto prenos intervjuja, ne, ampak si pač želiva delati narirane podcaste, kako bi se temu rekli, montirani, kot da vedno pripraviva scenarij in vanj potem pač zloživa odgovore svojih sogovornikov.
In potem v bistvu pač sledi tehnični del, ne? Se pravi, kjer vstopi mojstrica Klara in njeno delo bi pa rekla, da je kar precej nočno. Ja, ampak dobro, to je zaradi osebnih okoliščin. Ker je to pač nekaj, kar dela človek oziroma kar delam poleg tega, da imam še druge opravke. Kar sem hotela reči, je, da pač, kar se tiče samega nastajanja podcasta, je mogoče neka prednost tudi ta, da pač točno veva, kaj bova počeli. Torej, gre za neke vrste projektov, ne. Letos recimo imava serijo, ki je sestavljena iz 4 kriz, ki trenutno po najini oceni nekako kukajo iz površja in prizadevajo vse člane družbe in skozi katere poskušava voditi to nit, da oziroma kje in zakaj ni solidarnosti med nami. In te 4 tematske sklope, 4 krize sva razdelili na 3-delne nadaljevanke, če tako rečem. Kar nama na nek način, kar pomeni, da nama to na nek način olajša delo. Se pravi, točno veva, da bova za vsakega od teh sklopov potrebovali eno osebo, ki ima osebno izkušnjo s to krizo, eno osebo, ki je aktivist na tem področju in eno osebo, ki je strokovnjak, znanstvenik, ki nama da lahko ta širši kontekst in postavi problematiko v družbo podprto z nekimi številkami in podatki. Tako da neke strukture so že vnaprej pripravljene, že preden se sploh zgodi iskanje sogovornikov, ne. In zato potem ta del vsaj do določene mere pohitri cel proces. Maja, prej si pač že omenila, ne, to razliko med striktno pogovornim podcastom tipa Met in čaj in pa narativnim tipa Strašno hudi. Meni so pač narativni podcasti izjemno všeč. To je eden od razlogov, da sem čisti fan Strašno hudih. Ampak priznam, da jaz nimam tega potrpljenja, da bi pripravil tak podcast. Si pričan? To je toliko dela. Kako se vama ljubi in a vam je kdaj kaj žal, da ste se odločili za tak format? Ja, kdaj sredi noči, ko moram zmontirati še milijon izrezanih izjav skupaj, pa v prejšnjih sezonah sva imeli še tak podcast, da je ustvarjal atmosfero, torej dodaj se, mogoče se bova spet vrnili k temu, pač to sezono tega nimava, ampak v prejšnjih sezonah sta seveda po zgledu Radio Leba recimo, ne, dodajali zvočne efekte, se pravi, karikiram muhe, ki letijo iz leve slušalke v desno slušalko, vodo, ki teče, gozd, ki šumi. Pravi, da si predstavljaš, kje si in zakaj nekdo to pripoveduje. In potem, ko si kdaj tam ob polnoči ali pa enih zjutraj iskal te zvočne efekte. Takrat mi je bilo malo žal, ja, ampak dobro, ko pa vtisnila izvozi gumb, ne več. Ja, pa a veš, tudi en šarm je v tem, da včasih stvari morajo biti težke, ne? Mislim, se mogoče primerjava ni čisto na mestu, ampak a veš, na Luno ne bi šli, če bi bila pot do nje lahka, ne? Mislim, si ne moramo Strašno hudih primerjati. Kennedy, citiraš, zdaj si me pa zadela v srce. Ne, odlično je, super je. Zdaj sem se kar obehčal čisto. Mora biti težko, no? Mislim, zaradi tega, ker je potem nagrada pravzaprav pač tudi toliko večja, no? In treba se je potruditi, seveda si pač včasih puliš lase, pa dobiš sive lase, ampak se mi zdi, da je to ravno ta ustvarjalni trenutek in ustvarjanje se mi zdi, da vedno pač zahteva vso sebe, tebe, ker gre za premagovanje nekih notranjih ovir, no, in ko jih premagaš, si na konju, no, in takrat si lahko pač tudi zadovoljen z rezultatom svojega dela, vedno imaš pa pač pred očmi, da seveda tega ne delaš zase, ne, da si odgovoren do svojih sogovornikov in da si tudi odgovoren do svojih poslušalcev in poslušalk. In to je tisto, kar te v končni fazi pač tudi motivira in te vleče naprej, da ko se znajdeš na začetku pred prazno stranjo, ne, da jo poskušaš včasih zelo počasi, črko za črko zapolnjevati, dokler mogoče čez kakšno uro ali čez nekaj debelih ur in nekaj popitih kav ne pristaviš pike, ne.
ne vem, mogoče jaz tudi po naravi nisem nujno takšna, da bi bila vselej zadovoljna pač s svojim delom. Vedno se mi zdi, da so možnosti pač za izboljšave, ampak s Kjaro so pač na začetku rekle, leta 2017 oziroma 2016, ko smo imeli takrat še pogovor z Izarjem, dajva probat. In pravzaprav pač vsakič, ko imava takšen pogovor, si nekako ponovim, dajva probat spet. Ne? In na nek način vsakič probava, pri čemer pa mislim, da se zdaj počasi lahko nekako naspomnimo na to, da približno neke temelje sva postavlja in tudi nek občutek, kaj deluje in kako deluje ali pa kaj ne deluje, že imava. No? Tako da težko more biti. Težko more biti, ampak sva hkrati vseeno z leti postali racionalni in bolj prijazni do časa, ki ga imava na voljo. Tako da, kot sem rekla, pogovor z Izarjem je bil, kot da bi šli na celodnevni teren. In tudi še nekaj potem nadaljnih pogovorov, oziroma kar dolg časa sva se zelo dolgo pogovarjali s sogovorniki, zato da sva potem iz tega naredili 30 ali pa 45-minutni podcast. Zdaj vseeno se pač sva toliko odrasli, da veva, da pač ne morava postaviti vseh vprašanj naenkrat, in da bova kakšen odgovor mogli prihraniti za kdaj drugič. Imate vzorce, ko delate scenarij čisto na te obrtniški ravni. Reče, zdaj je pa čas za izjavo, ali pa veš, da tale segment bo posebej dobro prišel in mogoče okoli njega potem zgradiš tisti del scenarija ali pa tisti del podcasta in ne vem, Klara, obratno, a imaš za Majo posebej filtre naštimane že v priljubljenih, tako pač, ko smo že pri upravljanju časa, ne? Ker jaz vem, da za LDGD jih imam za vsakega posebej naštiman, ker točno vem, kje bo napaka delala ali pa kakšne posnetke pa bom dobil. Tako da me zanimajo čisto vajne obrtniške izkušnje za pripravo strašno. Vem, ko bo Klara govorila, bom dala slušalke ven iz ušesa, da ne slišim, kaj bom povedala, ker nočem vedeti za vse svoje napake. Veš kaj, mogoče prav posebej z letošnjim letom, ampak nekako je vse stremelo, skozi leta je vse stremelo v to smer, da je res dobro imeti vnaprej pripravljeno neko približno natančno strukturo, no? Neko grobo okostje, na katerega pa potem prilepiš vse ostale dele. Ne? Seveda se pač ti deli razlikujejo od sogovornika do sogovornika in zaradi tega moraš potem pač to okostje tudi majčkeno spremeniti, tako da je medenica nekje na lobanji, pa roke so mogoče skupaj z ostalimi ljudi, kakorkoli, no, ampak mislim, probaš se držati recimo neke koherentnosti. Tako da ta struktura je vodilo, ne, se pravi struktura, ki si jo vnaprej nastaviva, ki jo vnaprej predvidiva, ampak izkušnje pa pokažejo, da jo vedno vse v pogovorih zradirava, poskušava biti pa, kolikor se le da, disciplinirani in izslediti. Ne? Preprosto ne moreš vedno čist reči, veš, kaj imaš še eno vprašanje, eno podvprašanje, ki se ti porodi, moraš reči, zdaj pa tega ne bomo vprašali. Mislim, seveda moramo vprašati, ne? Ampak je pa, če imaš marsikaj vnaprej pripravljenega, je pa potem pri pisanju, pri ustvarjanju samega scenarija ti je prikrajšanega ful ogromno nekega časa in čas je danes dragocena dobrina, mislim, da njegova vrednost raste hitreje od vrednosti leta, tako da ga poskušava spoštovati. No? Ja, jaz poskušam pri montaži, kolikor se da slediti majnemu scenariju, mu pa ne sledim vedno do takega detajla, prav zaradi tega razloga, ker jaz zadevo potem pa slišim. In včasih to, kakor je postavljeno na papirju in kar funkcionira, mogoče, ko ti stvar bereš, ne funkcionira, ko jo poslušaš. In tam potem jaz pač si vzamem to samovoljo in stvari popravim, seveda Majo na to opozorim in rečem, tega nisem upoštevala, tukaj bi pa to dodala ali pa, ampak določen del teh stvari je zdaj postavil že tako, da jih slišim, ko jih preberem, če tako rečem, ker sem toliko teh pač scenarijev že dala čez, da enostavno, že ko grem čez scenarij, vidim, da nekaj ne bo funkcioniralo in dosti tega rešimo že v predhodni fazi, pred tudi sama produkcija.
In kakšnih posebnih filtrov, tako kot si rekel, Aljaž, pa mi ni potrebno uporabljati. Ampak enega pa moraš. Ampak ta je pa neizogiben, ker se nama redno pojavlja. Aha, ta je pa neizogiben. Ampak ja, Maja zelo pogosto krat šumi, tako da zdaj tega še nisva čisto detektirali. Ampak ja, šumeča Maja dela kakšen. V vseh teh letih očitno še vedno ne znam držati mikrofona. Ne vem, o čem je trik. Mogoče boš ti znal povedati, Aljaž, potem. Mogoče te bomo v omaro postavili. Ne? Vidiš to. Firmeca Matra, prej ti si omenila, rekla si Maja, da imata pri prepisu še tretjo roko. Kaj je to bilo? Videla, kako je ime. Po domače se imenuje Gerta, je pa seveda eden od uporabnih pripomočkov umetne inteligence, ki omogoča prepisovanje oziroma transkript. Da, to nama je pa, mislim, da prihranilo nekaj dragocenih ur in mnogo bolečine zaradi tega izpuhtelo. Ja, ker ko smo začeli podcast delati, tega še ni bilo in dejansko smo si dali pač tistih 4 ure, ker so bili res dolgi pogovori, ali pa 3 ure, pač na ušesa in tipkali, ne. In to je res trajalo. In čisto, zdaj pa tako rekoč inside baseball vprašanje. Kakšne so vajine izkušnje zdaj z Gerto, ker ena od stvari, ki jih pušamo na Metini listi, so tudi strojni prepisi epizod. In mi sicer uporabljamo tale rešitev Descript in tako dalje, ne? Ki pač ima svoje prednosti in slabosti, ampak tako, čist. Is this the way to go? Ste zadovoljni, bi bilo lahko boljše? Kakšno je stanje razumevanja slovenščine pri umetni inteligenci in prepisovanju? Mislim, iz tega, da se pravi, pač začeli so praktično v Copilotu, ker mislim, da je bila to takrat v tistem času nekako edina storitev, ki je omogočena transkript, oziroma ta nek osnovni chat GPT, se ne vem točno, kako je bilo, no. V glavnem slovenščina je bila takrat zelo uboga, prepis je bil takšen, da smo vsekakor morali še enkrat poslušati pogovor in potem vse skupaj popraviti, ker je bil nek nerazumljiv blok, kupček besed. In odkar, mislim, jaz praviloma besedilo vržem oziroma zvočni zapis vržem kar čez ta Googlov produkt za razvojnike, ne vem, je Gemini for developers, nekaj takšnega. In od takrat bi pa rekla, da je to pač en popolnoma drug svet in mislim, da ni treba popravljati popolnoma ničesar. Mislim, včasih so kakšne besede, ko govoriš o kakšnih naslovih, no, ali pa imenih ali kaj podobnega, tam se lahko pač malo čudno zatipka, ampak vse ostalo pa je postalo v slovenskem jeziku že zelo razumljivo, no, vse kar se transkripta tiče. Kar se ga samega pisanja tiče, pa ne bi dala metodologije za umetno inteligenco še. Ampak to govorimo o nekem takem delovnem transkriptu, se pravi, tako da me razumeva iz tega, pač seveda, marsikaj je še narobe zapisanega, ampak ja, kot delovni pripomoček pa fantastično funkcionira, ja. Sej to, ne, pač ja, zato se mu pa reče strojni prepis, ne, ni to nekaj, kar bi človek potem kar rekel, zdaj pa to redigirano, ne, uredniško urejeno in tako dalje, da rečem za objavo, ne. Ja. Ja, in danova celo imena, tako da zadnjič sva se prav nasmejali, ampak zdaj sem pozabila, kako naj jo je poimenoval, tako da tudi sam si razlikuje glasove med sabo, in ne vem, mislim, da je bila ena gospa Brezovar, druga je bila pa res. Ja, vir kropotanja vsekakor. Ja. Gospa Brezovar, gospa Perko in tako dalje. Tako. Vendarle je spletna stran strašno hud, ima tudi projekte, ne? In eden od njih je bil nedavnega, je bila van, kaj se to, upletena, ne? Slišite, koliko da bi kaj narobe delali. Skratka, z Zarjo Muršič, doktorico Zarjo Muršič sta delali projekt, kaj se to, občanske znanosti, ne? Na nek način modrosti pod lupo, se mu reče, in ste zbirali
zdravo kmečko pamet na zdravstvenem področju. Ne? Skratka, a česen res preprečuje prehlad, a prepih ubija, tako dalje. Dajte mi, kaj ste se vi naučili ob tem? Wow. Mogoče samo toliko vodoma povem, da odkar Strašno hudi ni samo medij oziroma ni samo podcast, ampak je tudi zavod širiva svoje dejavnosti. Tako da Modrosti pod lupo niso podcast projekt, ampak kot si omenil, so projekt občanske znanosti. Nekako od lanskega leta širiva tudi krog sodelavcev, tako da imamo ta privilegij. Začeli so premišljati, wow, imamo vso svobodo, da se prijavljamo recimo na razpise, na projekte, s komorkoli si pravzaprav pač to želiva. Ne? In potem vprašava in imajo tudi v tem primeru pogosto vržen narit, ko ljudje rečejo, ja, mi bi pa ful sodelovali. In tako se je zgodilo pač tudi sodelovanje z Arjo Muršič, ki je bila nekoč tudi najina sogovornica pri Strašno hudih. In sploh nismo še povedali doslej, ali Aleš in Cvera, kaj Strašno hudi so, se pravi, so podcasti o strašno hudih sogovornikih, ki delujejo na področju kulture, znanosti, športa, pa mi da smo rekli tudi, kaj so živalo, rastlino, človekoljubce. No? Tako da Zarja je sodila mednje. Kaj smo se naučili? Oziroma, predvsem je treba povedati, da je to projekt, pri katerem se še vedno učiva. In mislim, da je to srž, da je to pač de facto namen, vsaj kar se mene tiče. Ne? Jaz to občanski znanosti nisem vedela veliko. In kar pa se mi je razkrilo, je pa seveda to, da obstajajo pravzaprav pač neki načini komuniciranja, kakor jaz mislim, zdaj že razumem, da je to pač neke vrste derivat komuniciranja znanosti oziroma pač poglavje komuniciranja znanosti, kjer pa se nekako ne komunicira znanost ljudem, ne, ampak v bistvu kako lahko ljudje participirajo pri sami znanosti. Ne, in verjel ali ne, vsi smo lahko občanski znanstveniki. Ne, se pravi, in vsak, ki je recimo pri tem projektu participiral, ki je dodal neko modrost, ki se jo je spomnil od svojih starih staršev, prijateljev, kogarkoli, ne, se pravi, že ta je bil občanski znanstvenik, zaradi tega, ker smo z njihovo pomočjo postavili neko bazo podatkov, bazo modrosti, starih modrosti in tudi nekih sodobnih TikTok nasvetov. In v tej fazi, pravkar smo zaključili tudi prvi krog delavnic in nekako pripravljamo drugega, kjer bomo pa pač poskušali najti skupaj z občanskimi znanstveniki, oni so tisti, ki pri teh delavnicah sodelujejo in nam dajejo vpogled v to, kako oni sami premišljujejo o informacijah, kako jih razumejo, odkot jih pridobivajo, na kakšen način jih preverjajo, čemu pravzaprav pač zaupajo, in to je kar me je tako pač čisto fascinantno, pa po moje sploh imamo več tega časa, da bi se o tem vse pogovarjali. V glavnem pač na koncu želimo postaviti, zgraditi, soustvariti pripomoček, ilustriran pripomoček, ki nam ga bo pomagal delati ilustrator in stripar Peter Kuntarič, ki bo pravzaprav na voljo vsem, ki živijo danes z informacijami, se pravi, kot so pa pravzaprav mi vsi, ne? Se pravi, pripomoček nam bo dal nam bo intuitivno pomagal pri soočanju pač s to ali ono informacijo, ne? In mogoče upam, no, da tudi vzpostavijo pač neko določeno skepso do česa, oziroma omogočal nek določen filter, skozi katerega spuščamo informacije. No. Tako. Pera, imaš? Absolutno strinjam. Htela sem reči, da marsikaj sva se že naučila, oziroma predvsem to, da sva prebrali, spoznali več kot 360 rekov smo zbrali, tako da ogromno tega novega znanja sva dobili, zdaj pa moramo se ukvarjati s tem, kaj od tega drži in kaj ne. Ta del nas pa še čaka, tako da tukaj pride pravo učenje, najgesno vrsto. Kateri je pa najbolj presenetljiv rek, tak, ki, ne vem. Veš, kaj je najbolj presenetljivo? Ga niste pričakovali? Presenetljivo je to, da se pravi, nekateri reki so se seveda ponavljali, ne? In najpogosteje se je ponovil rek, da ne vem, če so to tudi fantom govorili, mogoče se ga boš spomnil, ampak kar 17-krat se je ponovil rek,
če sediš na mrzlih tleh oziroma betonu, dobiš volka urit. Mene je to presenetilo. Ja. Mislim, seveda jih je bilo tudi ogromno o prepihu. Prepih je bil kar pogost motiv, ne, pač ja, tako, pa kaj vse se da narediti, kako si lahko pomagaš s česnom, čebulo, tudi urinom, kaj vse se ne sme pogrevati 2-krat, 3-krat, ampak samo enkrat, kratka, kar nekaj se jih je tako ponovilo, ampak ja, ta volk urit je mogoče, mislim, se je ponovil najpogosteje in to me je rahlo presenetilo. No, mislim, tudi je pa seveda, zdaj pač vprašanje, pa se začneš sprašovati, kaj za Boga je ta volk urit, ne, in potem je ta skrivnostnost tista, ki te potem še dodatno motivira k samemu raziskovanju in moram priznati, da smo se včeraj tudi ob pomoči raziskovalke z RCSU dokopali do odgovora. Ampak ga ne smemo razkriti, zaradi tega, ker bi občanski znanstveniki dobili informacijo več, ki pa jo še ne smejo do naslednjega tedna. Skrivnostno, vidiš? Ja. Jaz bi, mislim, vse v končni fazi, zdaj nismo omejeni, ne? Jaz bi to še ta pogovor nadaljeval v nedogled. Ampak ne bomo še čisto predstavljali pike, moram pa še predtem vprašati tisto klasično Metino čajevsko vprašanje. Kakšna je vajina medijska dieta? Kaj bereta, poslušata? Kaj je tisto, kar oblikuje vajin medijski diapazon? Maja, boš ti, a se mi obesla nek zadržani. Jaz bom tako rekla. Jaz sem bila časopisni človek. Zato sem pač tudi bila na delu toliko časa in vztrajala. In pač brez časopisov, ki so se valjali praktično vse povsod okrog mene, ni bilo dneva in najboljši občutek je bil tisti, ki si pač čez mečkan časopis lahko dal stran, zato ker si v njem prebral vse, pač takrat je bil časopis za stran. Sem pa potem po tem odhodu iz časopisnega novinarstva mogoče se je zgodila neka averzija do te vrste medijev in sem nekako presedlala na radio. Tako da moja medijska dieta je zdaj zelo radijsko obarvana in zelo informativno obarvana. Tako da moj dan, kar se konzumacije medijev tiče, se začne z drugo jutranjo kroniko in potem nadaljuje z dogodki do 13. in konča z dogodki in Odmevi, tako da je res pač strogo radijsko. Super mi je radio. Tudi zato, ker pač zaradi mojega dela, kjer veliko berem, mi to ustreza, da potem še poslušam stvari. In mi je to nek tak najbolj tudi sproščujoč način zadovoljevanja te potrebe, da imam določeno količino informacij, ki jih potrebujem, zato da pač zalomeram skozi vsak dan. Kaj so pa podcasti? In zdaj mogoče med podcaste, pač saj vemo, ne, nastane neka mešanica ene radijske oddaje. A to podcasti, a niso podcasti, ne bomo zdaj te teme, ampak ja, pač moja medijska dieta je sestavljena tudi iz pač precejšnjega števila radijskih oddaj. Tako da sem zelo fokusirana radijski medij, televizija pa praktično ne spremljam. Kar se pa tiče neinformativnih stvari, so pa podcasti v tem tukaj. Tako da te informacije, ki so pa potem drugačne narave, ki sodijo v ta rang bolj poglobljenih znanj, pa črpam iz podcasta. Bog dol za radio, Klara. Nisem vedela. Mogoče lahko povem, da je moja medijska dieta čedalje bolj dieta. Vse bolj ugotavljam, da mi dostop do vseh informacij na svetu ne dene dobro. Zaradi tega si nabor medijev, vsaj dnevno informativnih, ožim. Poskušam se seveda zjutraj, dopoldan
informirati, se pravi, o stvarih, ki se pač dogajajo, potem pa nekako za nekaj časa te medije opustim, se pravi, kar dobršen del časa, pregledam predvsem osnovne slovenske medije, osnovne od vseh večjih medijskih hiš in tudi tuje medije, predvsem pač iz anglo-saksonega sveta. In lih to, da imam pač občutek, da približno vem, kaj se dogaja. Me pa skrbi, ker imam pač občutek, da si iz drobcev informacij, ki bi jih pa recimo sicer prejemala prek družbenih omrežij in tudi medijev, nasploh preprosto ne morem več sestaviti nobene slike, nobenega vtisa. Hkrati pa vse informacije, ki jih dobimo, so praktično pač mimobežne. Danes pač predsednik vlade reče nekaj, naslednji dan se nekdo pač odzove. V bistvu pač vse te parcialne točke okrog neke teme, teh ne morem pač sestaviti v neko sliko. Zaradi tega so mi pravzaprav podcasti v tem smislu glavni prehranski vir. Zaradi tega, ker mi pač ponujajo nekoliko poglobljeno predstavo o aktualnih temah na svetu, zato tudi pač zelo rada spremljam aktualne politične podcaste, takšne podcaste, ki analizirajo aktualne dogodke. In kar mi je dobro pri njih, je seveda tudi to, da se ne odzovejo, da ni pač novica takoj, ko se nekaj zgodi. Se pravi, da novici pustiš, da se vmečkam usede, dobi pač nekaj patine, da se z njo pač nekaj zgodi in da potem pač lahko na njo retrospektivno pogledaš in tudi vidiš, kakšna je bila recepcija, kakšen je bil odmev, kako se je recimo neka zadeva odvila. Tako da očitno nekako ostajam v tem radijsko-podcasterskem svetu z namenom, da bi informacije pač razumela, ne pa jih nekako samo hlastno konzumirala. In 80 je številka zadnjega objavljenega podcasta Strašno hudi. Ima ta ritem, v katerem ga objavljate, je to enkrat na mesec, enkrat na 2 tedna, vsaka 3. sobota po polni luni. Če smo že pri dieti, si pa malo tisti lonček s soljo zdaj posegel. Zdaj mi dve greva, Klara. Odprto rano. Zdaj kaj sem pa zdaj tazga rekel? To je nekaj, kar pa ne uspeva in ne uspeva. Tukaj vsi disciplinski pripomočki, vse metode, strategije, obljube, novoletne obljube, novosezonske obljube, ne vem, vse odpove. Ne vem, če bova kdaj to uspeli rešiti. Ampak ideja je bila na začetku, da je to pač na 14 dni. Potem je bila ideja, ko smo pač malo spreminjali frekvenco, da je to enkrat na mesec in da je to ne vem kateri že. Pozabila sem, zato ker se pač tega nismo uspeli držati. Četrtek v mesecu, potem je bil petek v mesecu, potem je bil ponedeljek. Letos smo imeli nekako začrtane četrtke, ki so potem postali petki, ki je nazadnje ta petek postal ponedeljek. Tako da nimava prave frekvence, čeprav si jo strašansko. Mogoče je to povezano še z vsem tem, kar počneva sicer v življenju in potem tudi s tem, da se na račun tega, da bi pa objavili v petek, bi odpovedali temu, da bi pač bil mogoče scenarij ne tako dobro narejen ali pa taža ne tako dobro narejena, rajši žrtvujeva to frekvenco kot vsebino. Vidim, kot je povedala Klara. Če bi bila zdaj Nataša tukaj, bi bomo ploskala. Ona je prepričana, da podcasti ne rabijo frekvence. In potem imamo vedno take, tako rekoč ideološke razprave, tako žilek močnika, veš, na 2 koncih. In potem se pač... Mi dve sva zagovornici. Mi smo prepričani, da rabijo podcasti frekvenco, sam ne uspeva tega realizirati. Če se dejstva ne skladajo s teorijo, toliko slabše za... Ne vem, dejstvo, nekaj od tega, no skratka, se ve. A veš, kako je, mislim,
Po moje je s to frekvencijo enako kot s televizijskimi ali pa drugimi oddajami. Ne? Mislim, res je super, če se tvoj poslušalec, poslušalka navadite na nek program. Ne? In če ga pač nenehno prestavljaš iz enega dneva na drug dan, je to pač je nehvaležno. Ne? Mislim, seveda lahko rečeva, da se v bistvu vas želi vsakič samo presenetiti, ampak ni čisto in tako. No, pač res bi si želeli, da poslušalci vajo, kdaj posamezen podcast pride na vrsto. Ampak ne vem, ob vsej disciplini, ki jo imamo, se nama tukaj preprosto ne izide, včasih tudi zato, ker nimaš vedno nujno te sreče, da bi uskladil tudi vse sogovornike na dan, ko jih želiš dobiti. No? Tako da pravzaprav klobuk dol tudi, klobuk dol tudi vam, da uspeta pač svoje podcaste nekako pač zadržati ob dnevih. Ja, tako da najne poslušalce nagovoriva ne s tem, da pač bi jih presenečali, ampak da se slišimo približno čez 14 dni. Tako. Seveda, res, da se lahko na podcast strašno hudi naročijo in potem jim bo vsakeč, kadarkoli pač je epizoda, pač padla v nabiralnik. Tako. To je pa tudi res. Strašno vztrajni, strašno radovedni, strašno ustvarjalni, strašno iznajdljivi, strašno gibčni, strašno neuklonljivi in strašno skrbni, torej strašno hudi. Klara Škrinjar in Maja Čakarič. Neskončna hvala, da ste se vzeli čas za to, da sta gosti v tej epizodi Meetinga čaja, ki je popolnoma slučajno objavljena 1. novembra. Nismo niti omenili dneva mrtvih, sneva vseh svetih, po večera dneva čarovnic. Čist apropo tega, kjer praznik ali pa kjer dogodek je boljši, noč čarovnic ali potem vsi sveti? Vama osebno. Ne vem, vsi počitniški dogodki so boljši. Ker meni je Lepa. vsekakor, ampak ja, noč čarovnic, prej dan reformacije, tako da. In ker je v navadi, ne, če smo že pri vzorcih in ponavljenih in frekvencah in tako dalje, je v navadi, da Metin čaj zaključimo s tem, da gostja ali gost z nami deli zanimivost. Lahko anekdota, podatek, zgodba, nekaj, kar menita, da bi morali ljudje vedeti, pa tega ne vedo. Skratka, tell us something we don't know. Lahko skupaj, še rajši vidim, če vsaka posebej. Ne bova skupaj soglasno, ampak mislim, da imamo pa nekaj skupnega zapovedati, je tako, Klara. Pač malce sva res razmišljali o tem, kaj bi povedali za konec in nekako sva se odločili za eno prigodo ali pa dve iz najnih začetkov, ki govorita o tem, če smo pri tem, kaj bi bilo dobro, da poslušalci vedo. Torej, dobro je, da si pripravljen in dobro je, da veš, kaj delaš. In to verjetno velja za vse stvari, ne samo za ustvarjanje podcastov. Ko sva šli snemati Nika Škrlca, takrat je delal še v Drami, sva se odpravili, seveda, to je bilo že malce po Izarju, ampak še vedno v tem duhu velikih priprav, dolgih pogovorov, veliko opreme s tabo, še video sva snemali na začetku, čeprav ga nisva nikoli čisto zares uporabili. In pogovor se je začel in sva snemali, pogovarjali sva se in super pogovor je bil. Potem sva seveda prišli nazaj in mogoče približno že Aljaž slutiš, kaj se je zgodilo, ko sva želeli začeti montirati oziroma poslušati, delati transkript, scenarij in tako naprej. In že kar zona me obliva, ker mislim, da vem, kam tole gre. Ja, tako posnetka pač ni bilo, ne. Ampak ni ga bilo zato, ker pač nekdo ni stisnil rekord, ne zaradi kakšne pač zarote, zaradi kakšne čudnega elementa, ki bi se zgodil, ali pa da bi tehnika zatajila. Tehnika ni zatajila, samo pač človek ni pritisnil pravega gumba. Na srečo bil Nik tako zelo prijazen, da sva lahko šli nazaj k njemu in pač ponovili vajo. Imeli sva generalko, potem sva pa seveda vse še enkrat znova odpeljali. In je izpadlo v redu.
In bili smo pa neizmerno hvaležni, da se nam je to zgodilo prav z njim, ker je bil zelo razumevajoč. Ne predstavljam si, da bi pač to počeli z nekom, ki si je res odtrgal tiste pol uri ali pa 1 uro časa in ki si jo ne prej, ne potem ne bi mogel. In takšnih razumevajočih ljudi, ki odpustijo kakšno napako, je kar nekaj, kar pomeni, da smo imeli kar nekaj takšnih in drugačnih spodrsljajev. Včasih smo tudi brez kartice posnele kaj, a ne? Ampak smo se nekako tudi navadili na to, da posnamemo kakšne pogovore samo, mislim, še dodatno na telefon, če se karkoli spiži pri tem osnovnem tehničnem delu, no? Ja. Tako da res, Ja, prosti Maja, ampak ta z Nikom tle sta res pač kolapsirale na tej črti, ker nismo imeli nič s sabo za prinesti domov pokazati, ne. Medtem ko kartico so recimo pozabili, ko so snemali Nino Rajić Kranjac, režiserko, ampak so na srečo to pravočasno ugotovili, ne, tako da so lahko potem vsaj na telefonu posneli, zvok ni bil optimalen, ampak rešili so mislim, da zadevo, se ne. mora. Tako da ja, biti pripravljen pa pogledati, a imaš baterije, kartico, vse te osnovne pripomočke s sabo, te reši marsičesa, ker še prej, ko sva bili novinarki, recimo, če ti diktafon ni delal, si imel vsaj zapiske, za časopis si lahko rešil zadevo, ne. Pri podcastu na ta način ne moreš priti dobro skozi. Ja, mislim pa, da je dobro vedeti, da če se ti kdaj ne zgodi takšna napaka, da potem pač nisi novinar, no. Mislim, enkrat se ti mora zgoditi in je to fantastična šola za naprej, ker obstaja zelo, zelo velika verjetnost, da se ti v bodoče ne bo več. Tako da prej, ko se to zgodi, bolje je. Maja Čakarič, Klara Škrinjar, še enkrat hvala lepa in na še veliko strašno hudih epizod. Aljaž, hvala tebi, čaj je bil strašno prijeten. Hvala, Aljaž. In top za